Jaz sem začela študirati pravo pred parimi leti in se spomnim tistih prvih ur družinskega prava, ko sem se učila to ureditev in se mi je zdela zares bizarna obrazložitev, da v bistvu so istospolni in raznospolni pari izenačeni glede pravic, potem smo pa rekli razen pravice do skupne posvojitve in oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tako da že to, da govoriš, da je nekaj izenačeno, potem pa navajaš izjeme, se mi je zdelo čudno. Po drugi strani se mi je zdelo pa tudi, če so že pravice izenačene, zakaj imamo potem dve različni skupnosti, saj potem bi vsi lahko imeli eno, kakor je tudi odločilo Ustavno sodišče zdaj. In res mi je bilo neprijetno se učiti te obrazložitve, hkrati pa me je zelo spominjalo na tisto doktrino separate but equal, ki je obstajala v Združenih državah v času rasne diskriminacije.